Spoštovani dekan, spoštovana predstojnica CPI, spoštovana in draga ustanoviteljica in kolegica Lajca Marjetič-Požarnik. Drage kolegice, dragi kolegi. Danes imam čast in izjemno zadovoljstvo, da vas lahko pozdravim kot prorektorica Univerze v Ljubljani. Najprej bi želela iskreno čestitati in se zahvaliti vsem pedagoškim in strokovnim delavcem, ki ste bili ali ste še vedno vpeti v delo Centra za pedagoško izobraževanje. Prehojena pot v 40 letih je dolga. Hoditi po njej zagotovo ni bilo vedno lahko, pa vendar so rezultati zavidanja vredni. Že kot dekanja te fakultete sem se zavzemala, da bi pedagoško delo na naši univerzi, ki je raziskovalno usmerjena, postalo bolj cenjeno in upoštevano na različnih ravneh, med drugim tudi v habilitacijskem sistemu. Zagotovo se razumevanje pomena pedagoškega dela v zadnjem času spreminja. Pomen kakovostnega poučevanja tudi v visokošolskem sistemu prihaja v naši družbi in na univerzi vse bolj v ospredje, tudi zahvaljujoč širšemu evropskemu kontekstu. Trenutno na nacionalni ravni potekata dva velika projekta, ki visokošolsko didaktiko obravnavata bolj skozi formalne oziroma tehnične postopke poučevanja. Celovitejšo obravnavo visokošolske didaktike pa obljublja razpis o inovativnih in krožnih oblikah učenja in poučevanja, ki naj bi na slovenskih visokošolskih institucijah vzpostavil tudi trajnejši pomen poučevanja. Prav tako smo na vseh fakultetah Univerze v Ljubljani pričeli z obravnavo kazalnikov pedagoške odličnosti, ki jo bomo smiselno vključili na različne ravni vrednotenja našega dela. A pri pedagoškem delu ni velikih korakov, ni revolucionarnih potez. Do rezultatov se pride postopoma, bolj v duhu latinskega reka festina lente. Sodelavci centra se že 4 desetletja trudite ohranjati pedagoški eros in ga prebujati pri kolegih na vseh ravneh poučevanja. Da, to je res proces, ki meji na predanost, na ljubezen, ki kljub padcem in vzponom na koncu mora v svobodni volji pripeljati do svetlobe znanja in uspeha. Da, to je res, bi brž zgubila rabo, prostost presoje in izrek pravice. Za dobro dušo raj, pekel za slabo. Nebo nagibov vas polaga klice. Ne vseh, pa tudi, če so vsi vam dali. Imate luč za prav in za krivice. Ter prosto voljo, ki morda jo rani začetni boj z nebesi in utrudi, a potlej zmaga vse, čeprav se hrani. Tako pravi Dante skozi mojstrske verze prevoda spoštovanega, pred kratkim preminulega kolega Andreja Capudra. Iskrene čestitke še enkrat vsem sodelavcem Centra za pedagoško izobraževanje. Želim vam veliko uspehov pri nadaljnjem delu in seveda tudi ploden in uspešen posvet, ki, kot vidim, bo predvsem zazrt k novim izzivom v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovana prorektorica, spoštovana predstojnica Centra za pedagoško izobraževanje, spoštovana, če smem, mati Centra za pedagoško izobraževanje, drage kolegice, dragi kolegi, cenjeni gostje, dobrodošli na Filozofski fakulteti, največji in najstarejši fakulteti v Sloveniji. Naslednje leto bomo skupaj z Univerzo v Ljubljani praznovali 100-letnico obstoja in na to smo kar malo ponosni. Dovolite, da najprej izrečem iskrene čestitke kolegicam in kolegom v Centru za pedagoško izobraževanje, ki je bil ustanovljen pred 40 leti, leta 1978, in od takrat naprej skrbi za pedagoško izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev in učiteljic in bodočih učiteljev in učiteljic.
Če vsaj malo velja sicer očitna laž, ki nam jo prodaja popularna kultura, da so 40. nova 30. ali mogoče celo 20. potem je za Center za pedagoško izobraževanje nikakor ne skrbi. Pri 40 je v odlični formi. Verjetno ste že večkrat slišali, da nam v spominu, v dobrem spominu, ostanejo predvsem strogi učitelji in učiteljice. Ponavadi dodamo, da so nas veliko naučili. Ampak strogost, ki si jo zapomnimo, je pravzaprav odgovoren odnos učitelja do svojega pedagoškega poklica. Ta odnos pa izraža razumevanje, da je znanje ena od osnovnih človekovih vrednot in da ga ne gre zapravljati z lahkotnimi, čeprav morda v tistem konkretnem trenutku všečnimi pogledi skozi prste. Strogost je morda tudi vztrajanje pri tem, da slehernemu učencu ali učenki lahko uspe. To je nenazadnje eden od ključnih vidikov finskega šolskega sistema, ki je že skorajda pregovorno odličen in med drugim znan po tem, da so pri njih razlike v znanju med najslabšimi in najboljšimi učenci najmanjše na svetu. Izobraževanje, ki temelji na medsebojni pomoči, vzajemnem spoštovanju, na zaupanju in upoštevanju individualnih potreb, zahteva avtonomnega učitelja, ki lahko v okviru danega kurikula išče učenkam in učencem prilagojene poti do cilja. Rečeno drugače, izobraževanje je uspešnejše, če učitelji lahko svobodno dihajo, iščejo svoje poti, uporabljajo svojo kreativnost, ne pa da so pod neprestanim pritiskom in nadzorom standardiziranih in zapovedanih metod dela, ki v resnici ubijajo njihovo inovativnost. Zato se mi zdi, da je izziv prihodnosti, ki je postavljen v središče današnjega posveta, pravzaprav vprašanje, kako vzpostaviti prostor, kjer bodo učitelji v spoštljivem dialogu z učenci in tudi širšo družbo lahko na osnovi svoje strokovne avtoritete avtonomno izvajali izobraževalni proces in kjer bo pomembna kakovost njihovega dela, ne pa koliko kvadratkov na birokratskem formularju jim bo uspelo odkljukati do konca šolskega leta. Upam, da boste na današnjem posvetu našli kakšno pot ali priprta vrata za širjenje strokovne svobode učiteljic in učiteljev, morda v prihodnosti tudi s pomočjo našega centra, kjer kolegice in kolegi razvijajo kakovostno, sodobno, raziskovalno, podprto pedagoško izobraževanje učiteljev. Želim vam prijetno počutje na Filozofski fakulteti. Za inspiracijo in počastitev 40-letnice Centra za pedagoško izobraževanje pa dovolite, da ob koncu pokažem tole fotografijo, ki je nastala 6. julija letos. Takrat je gospa z rožami na sliki Štefanija Kovačič, 80-letna upokojena učiteljica, ki je tisti dan prišla na Filozofsko fakulteto na Center za pedagoško izobraževanje in smo ji podelili diplomo iz ruskega jezika, ki jo je pri 80 letih pridobila. Pri 80 se je odločila, da bo ta izpit naredila in naredila ga je z odliko. Je bila malo ganjena, ker smo jo pričakali z rožami in darilom. Ko sem jo vprašal, zakaj se je odločila, da pridobi to znanje in naredi izpit, mi je rekla, nekaj je potrebno početi v življenju. Naj nam bo ta gospa za inspiracijo. Srečno. Spoštovana prorektorica, spoštovani dekan, spoštovana Banica, spoštovane bivše predstojnice Centra za pedagoško izobraževanje, spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Lepo vas tudi jaz pozdravljam na tej 40-letnici Centra za pedagoško izobraževanje, ki in na tem našem posvetu izobraževanje učiteljev za izzive prihodnosti, ki ga organiziramo v tej posvetu. Različne obletnice so prilika, da pogledamo nazaj in da pogledamo naprej. Upam, da bomo danes to naredili, ampak za začetek bi pogledala nekoliko nazaj.
Center za pedagoško izobraževanje obstaja kot skupnost sodelavk in sodelavcev, ki skrbijo za organizacijske vidike, za vodenje, in tudi drugih sodelavcev, ki so v številnih urah pedagoškega, strokovnega, raziskovalnega dela pripomogli k temu, da center v bistvu opravlja svojo osnovno funkcijo kot strokovno središče za spodbujanje kakovosti izobraževanja na vseh nivojih izobraževanja, za osnovno šolo, za srednjo in tudi za univerzo. In s tem pravzaprav izpolnjuje tudi enega od pomembnih poslanstv Filozofske fakultete in v bistvu prispeva k temu, da je Filozofska fakulteta ena od najbolj pomembnih inštitucij na področju izobraževanja učiteljev v Sloveniji. Naj to poskušam ponazoriti s številkami. Od leta 1983 naprej do lanskega šolskega leta je v različne programe za izpopolnjevanje na centru hodilo 5266 udeležencev. Največja večina od njih, 4000 in še nekaj, je bilo udeležencev pedagoško-andragoškega izobraževanja za osnovne in srednje šole. In potem so bili udeleženci programa za visokošolsko didaktiko, programa za izpopolnjevanje na področju višjih šol, programa za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva in za predmetstva in etika v šoli. Druga še, se mi zdi bolj taka impresivna številka, je številka udeležencev seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Imamo jih od leta 93-94 in sicer je to 24.780 udeležencev. To je zelo velik delež učiteljev v Sloveniji. Organizirali in izvedeli smo 16 poletnih in zimskih šol za visokošolsko didaktiko, 36 okroglih miz povezanih z izobraževanjem učiteljev, konferenc, posvetov pa drugih dogodkov, koordinirali 19 projektov Evropskega socialnega sklada, 20 projektov po kreativni poti do praktičnega znanja in študentskih inovativnih projektov, izdaja 25 publikacij, monografije, učbeniki, zborniki posvetov in 19 drugih publikacij o delu centra in nenazadnje koordinirali izvedbo 2317 jezikovnih izpitov. To so številke, ki kažejo vso količino opravljenega dela in za to delo se vsem in vsakomu od vas, ki ste prispevali k njemu, zahvaljujem in vas seveda prosim, da nam pomagate pri tem poslanstvu tudi v prihodnosti. Današnji posvet upam, da bo odprl nove perspektive v delu našega centra in tudi nove perspektive za izobraževanje učiteljev v tem kompleksnem času, ki ga živimo in prinaša ogromno izzivov na področju izobraževanja. Želim vam veliko uspešnih in plodnih strokovnih diskusij, prijateljskih diskusij in srečen. Da bom panoramsko preletela teh 40 let s primerjavo začetnega stanja, dogajanja in današnjega. Tukaj bom nekatera področja samo skicirala. Marsikje smo radili edino, smo bili proti v Sloveniji. Potem pa bom malo pogledala, kaj od tega je pognalo korenine, če čisto po kmečko se izrazim, zelo cenim te ljudi in katere stvari pa se niso ali manj in bom večkrat se vprašala, zakaj in kaj pomeni to za naprej, ene vrste vizijo za nadaljne delo. No, če pogledamo, dobro smo še na fakulteto 71, kaj je takrat bilo na tem pedagoškem področju, bila sta dva predmeta, psihologija ali kako, in pedagogika.
Vsi študentje so morali biti zraven. Je bilo na isti ravni kot predvojaška in marksizem. To so morali vsi nimaške, tako da je bila na prvih želja in težen, da bi bilo to samo za študente pedagoških smeri. Prakse je bilo malo, ali jo pa sploh ni bilo. Če so prišli iz drugih fakultet, so morali dva izpita narediti, nobene priprave nič. Specialne didaktike so veščina, ni treba imeti doktorata za to, to si jih naučiš, kako se v svetu obnašajo, in pa tudi nejasna razmejitev s pedagoško akademijo, pozneje fakulteto, od katerega leta ste fakulteta. Že daljno. Ja, in zdaj kdo bo kaj, ko je tudi pedagoška prišla na 4 leta, takrat sem bila, kaj bilo 82, tudi nekaj časa, prodekanica za študijske zadeve in seveda je bilo burno, če uporabim samo to besedo. No in potem obstaja izdah ciklustiran list, že malo gledel, na katerega sem napisala, kaj bi bilo dobro narediti, da bo stanje boljše. In sem šla k predstojniku dr. Šminu, pedagogike, in potem na psihologijo, tudi, da naredimo nekaj. No in zdaj tu imate naštete te stvari, zanimivo je, da so praktično že vse na onem opredeljeni studijne kakovostno pedagoško usposabljanje, interdisciplinarni podiplomski študij specialnih didaktik. Nekaj so bili magisteriji, potem tudi doktorati, ponekod sem bila somentor, skratka, to je potem šlo svojo dobro pot. Sodelovanje z drugimi, ki imajo pedagoške smeri, da usposobiti diplomante nepedagoških smeri in nekaj dati, ne samo izpite, in pa to didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev. Tu sem imela srečo, da sem se povezala z zelo dobrimi evropskimi strokovnjaki. Danes je to vsaj davna praksa, takrat ni bilo tako. In če mogoče to povem, leta 1979 je bilo v Celovcu konferenca evropska za visokošolsko didaktiko in sem v največjem smegu se do Celovca pripeljala, no in potem so me lepo sprejeli medse. No in seveda gre tudi za to kakovostne seminarje. Za učitelje smo slišali te zelo lepe številke in pa raziskovalno in publicistično. Te stvari ne morejo biti samo delovanje, ampak tudi razmišljanje, zdaj rečemo refleksija in objavljanje. To mora biti z roko v roki. Tako da je bilo praktično vsega višje šole, niso bilo. No, potem res je bilo naporno. Imam doma eno veliko mapo raznih zapisnikov, dogovorov, pa spet nasprotovan. En del fakultete ni bil srečen, pa kaj boste s prakso? Vse, ko pride v šolo, ima zadost prakse. In tako naprej, pedagoški modul, pa kaj rabite toliko za te vaše predmete? Skratka, tisti, ki ste malo tukaj, poznate, kako je to šlo. No, potem Bolonska, to je bilo kasneje, je bilo tudi veliko dela na sodelavcev centra, pa oziroma na celo fakulteto. No, to pedagoško izpopolnjevanje se je res uveljavilo, kolega Žagar vsa leta zraven tukaj res sodeluje oziroma izvaja in to je zelo potrebna stvar. Za višje šolske tukaj je bolj tako, tisti, ki ste tu sodelovali, veste, da je nekaj časa krasno delovalo modul leto, potem pa so se odločili, da tega ne
potrebujejo, razen če so redno zaposleni, ja, teh je pa zelo malo. Potem tole za učiteljev, to bom mogoče še malo povedala, zdaj je v Evropskem zelo poudarjeno teacher trainers, kaj so njihove kompetence, kako naj se povezujejo, kako naj se, smo pa je ključne osebe v tem sistemu izobraževanja učiteljev. No in potem smo imeli serijo delavnic, večdnevnih, dobro smo se imeli tisti, ki se spominjate tega. Eno zgodno smo imeli v Mariboru in je bilo to toliko novo, da so oni tamkajšnji rekli, ker so imeli tisto eksperimentalno sobo, ko vidiš samo v eni smeri, ne, so rekli, a to boste imeli izkustveno, a lahko opazujemo od zunaj. Ja, smo rekli, pridite zraven, se ni nič, da ne bi bilo, to ne bi bilo dobro. No, potem usposabljanje mentorjev, zelo pomembna, tudi mentorji so učiteljev. To smo imeli že zelo zgodaj, eno, to je tudi pokojna Ana Tomič, močno sodelovala in pa pozneje smo imeli projekta in seminarji. Dobro, to so bile vse te zadeve. Visokošolska didaktika, sem videla, da zunaj je ta publikacija iz 79, razgovori o visokošolski didaktiki. Najprej smo naredili tako razne teme, so prišli ljudje, potem smo pa iz teh tem, kaj bi vas zanimalo na kakšnem seminarju, smo naredili serijo seminarjev. Potem so sledile poletne šole, imate na razstavi kar nekaj zanimivih slik, fotografij. To je pa bila, kaj bi rekla, to je bil pa dobiček mojega druženja s temi najbolj eminentnimi strokovnjaki iz Evrope, Nizozemci, Angleži, Nemci, Norvežani na tem področju, ker če smo tam sedeli skupaj en teden na tej, vsake 2 leti smo se dobili za en teden za izmenjavo metod in tako, če smo tam bili v takem sožitju, potem se rekla, pa še ti ali ti mal k nam, tudi eno daljšo delavnico in so prihajali samo za stroške vožnje, pa tam pri mraku ponavad smo jih dali, da so prespali. Ali pa v Radovnici. Radovnica je bila tudi tisti, ki ste bili, en krasni izobraževalni center, tudi v naravi, smo jih pol peljali na Bled, pa v Kropo, pa tako, da malo vidijo Slovenijo. Skratka, to je bilo lepo obdobje, bogato, marsikaj smo na teh poletnih šolah pridobili. Kot veste, imamo akreditirane programe z visokošolske didaktike, en je magistrski, doktorski, samo zdaj drugi bolj veste, mislim, da to ni prijav, zato da bi nekdo kot predmet vzel magistrskega ali doktorskega študija, če razpišemo seminar ali pridejo, medtem ko to je pa akreditirano, mislim, da je to treba povedati. Tudi osnove visokošolske didaktike je sprejel senat univerze, ker zdaj, ko se to, da tako reče, na novo odkriva, da to obstaja, vsaj nekateri tako se grejo, kot da tega še nič bilo, lahko rečemo, da je bilo. Tutorji, vidite, najprej smo imeli tele zgodnje seminarije, imate zunaj tudi fotografije, potem pa od tu naprej potekajo kot uspešna dejavnost. Posveti, projekti, seveda tega je bilo veliko, jaz spominjam samo na te bolj zgodnje. Konstruktivizem, ja, to je bil tak velik, imate tam tudi zbornik, takrat še ni bil tako, bi rekla, ukoreninjen in se nas je zbralo res veliko
smo imeli dobre diskusije, tudi polemične, se so še danes. So ljudje, ki rečejo, pa kaj boste s tem, učitelj ne more podati znanje. Seveda ga lahko poda, vi pa nekaj želite, da bi učenec sam in ne bom šla tu v globino, ta aktivna vloga izkušnji prejšnjega znanja. Projekt partnerstvo je zadnji, ko sem bila tudi vključena oziroma sem vodila. Naslednje pa vi bolj veste, to, kar je bilo v zvezi z bolonjsko prenovo in tako naprej. Publikacije je bilo veliko, treba je imeli tudi študijska gradiva, ki so bila lepo v varnih platnicah, vsak je zmeraj dobil vsak udeleženec in tega je veliko in si je tudi zanimivo pogledati. Mednarodni stiki so bili tudi zelo močni. Ene teh kratic poznate, druge ni nujno. Association for Teacher Education in Europe, to še zdaj verjetno nekateri sodelujete, ISAT, International Study Association for Teachers and Teaching, Barbara, tukaj nas je Marjeta, nas je kar nekaj, to je po moje ta boljša. Nekaj boste rekli je Kopriva, to so Britanci, Network for Teaching and Learning in Higher Education. To je bil tudi projekt, 2-3 leten smo se selili z kraja v kraj. UNESCO je tukaj, zato je zanimivo, da tu je Center za pedagoško izobraževanje zelo zgodaj se vključil tudi v to UNESCO-vo mrežo, kaj je CEPES verjetno navedeni del, to je center za napredovanje tega visokošolskega izobraževanja, ki je bil v Bukarešti. Takrat sem v okviru tega projekta edinokrat videla Bukareščo, ki je bila res v tistem času žalostno vzdušje. Tudi to, skratka, mednarodni stiki so verjetno tudi še zdaj živi, jaz vam pač o teh povem, ki jih sem sama tudi doživljala. Zdaj, za te poletne šole vam dam en primer, da za tiste, za katere je to že davna preteklost, vidite, kako je to bilo. Prva poletna šola, vidite, da je bila celotedenska. Tako se mi zdi, da včasih so si ljudje lažje vzeli čas, kot si ga danes vzamejo. Danes rečem 2 dni, pa so že vsi, kako kdaj. Takrat smo lepo cel teden sedeli skupaj, tudi zvečer, razne zelo zanimive družabne igre, smo se šli kakšni izlet vmes, vendar je bilo veliko učenja, tukaj so bile te teme, je bilo več tem uvajanja, torej avtonomija, samostojen študij, študent kot samostojen subjekt, preverjanje in ocenjevanje in študentske ankete. To vse smo že načeli tega daljnega leta in potem je vsako leto bila takšna šola, če bo koga zanimalo, so lepo naštete v oni brošuri ob 30 letnici. Pa v glavnem so bili tudi vsaj en od tujih. No, ne smemo pozabiti na to, da nismo samo nekaj delali, ampak da smo o tem tudi razmišljali in izhajali iz določene teoretične osnove. Na desni imate, ne vem koliko je čitljivo, ta običajen začetek teh delavnic za visokošolske učitelje, da so lepo v majhnih skupinah formulirali, preden smo jim rekli, mi bomo pa to in to, kaj so njihovi problemi v poučevanju, kaj so pričakovanja od te delavnice, potem pa še kaj so pričakovanja njihovih študentov. Mislim, da je bila to pomembna dopolnitev, ker vsak prednje prišel na delavnico je moral najti 3, 4, 5, ni treba ne vem koliko študentov in vprašati, da zapišejo,
kaj vaše najboljše izkušnje v dosedanjem študiju, vaše najslabše izkušnje. Smo zelo pazili, smo rekli, nič imen, nič tega, da ne bo kdo užaljen, ampak samo izkušnja. Potem smo jih pa še vprašali, kaj mislite, da bi se vaši profesori morali na taki delavnici naučiti? Tako, kot da s to govorimo študentov glas, to je njihov glas in oni so to povzeli in zelo se je skladalo to, kar oni so želeli in to, kar so udeleženci pričakovali. No, zdaj pa tele načela delovanja teorija dela, kot govoriš, to zveni zelo preprosto, ampak ni. Mnogo univerzitetnih učiteljev lahko predava o skupinskem delu, o aktivnosti dijakov, učencev, ampak oni predavajo, ne vzpostavijo skupinskega dela. Učitelj kot razmišljajoči profesionalec, to vsi tu prisotni veste, zakaj gre, da deluje profesionalno in da povezuje stalno z refleksijo. Konstruktivizem, socialni konstruktivizem in humanizem kot nekaka tudi teoretična osnova, iz katere sledi cela vrsta drugih načel, aktivno učenje, izkustveno, sodelovalno in tako temeljite evalvacije. Ene so nam bile zapovedane, se veste, če so prišli seminar ali ne vrste financiranje seminarja se strani univerze, so poslali vprašalnike, ampak mi smo imeli še svoje. Smo jih vprašali o raznih stvareh, kako so udeleženci to doživeli. No in to so pa ta načela, teorija in praksa in pa ključna beseda sodelovanje. Sodelovanje nas iz raznih oddelkov, pa potem tudi med fakultetami, mednarodno. To sodelovanje še zdaj vidim kot zelo pomembno, je pa težko doseči. Univerza veliko se od nje oddaljuje, bolj vidim, da univerza bolj ceni delo, individualno delo, dobro, v enih strokah imajo projekte, ampak kaj ti narediš, in pa da imaš čim bolj eno specializirano panogo stroko, bolj si specializiran, bolj si cenjen. Ta povezovalni del ni toliko doma na univerzi. No, zdaj proti koncu, pa ta vidik trajnosti, mene tudi zelo zanima vzgoja za trajnostni razvoj, jaz samo se mi tam zdi, da je ta zadeva večkrat v Sloveniji spet zastala. Kaj od tega jaz vidim, da je ostalo? Mogoče vi vidite drugače. Pa se je Civilana lepo povedala, kaj smo naredili in kaj je zraslo. Zdaj ta pedagoški model mislim, da je se ustalil, da je kakovosten in da ni več naravni predvojaški, kot je bil takrat. Pedagoška pedagoško izobraževanje ravno tako ustaljeno in deluje. Visokošolske dobro, te stvari so, bomo videli, kaj bo naprej, ko imamo zdaj ta projekt, ki je padel med nas kot nekaj povsem novega, kot da ne bi marsikaj tega že bilo. Tutorji, to je krasno. In to stalno strokovno, to deluje, to je trajnostno in to ima tukaj domovinsko pravico. Zdaj iniciative, ki jih vidim, da so nekako poslabljene, pedagoško-andragoško za višje šolske. Naenkrat je prišlo zdaj leta, ne vem, kot da jim ni treba, ne? In tukaj dobro, ne vem točno, program je bil lep, mogoče malo preobsežen, ne vem zakaj, kot da oni ne rabijo. Tako je, tudi za visokošolske ni obvezno in potem mogoče so misli, da bo s tem bolj podobni visokošolskih, ne vem. Mentorjev, to smo imeli krasne seminarje, ne vem,
bolj, ko sem gledala tudi tujo literaturo, ne rečem, da je to povsod obvezno, ampak je zelo zaželeno, da mentori, ki delajo z našimi študenti ali s pripravniki, da so posebej tudi usposobljeni, ker ni isto dober učitelj, dober mentor, to nikakor ni isto. Pa nas teacher trainers ali pridemo kdaj za en teden spet skupaj učen en teden, 2 dni pa tako, ni časa, ni more. Skratka, ta zadeva se mi zdi, da je malo prekinjena, ta iniciativa in je škoda. Poletne šole po svetih že ta posvet kaže, da to še marsikaj se dogaja, zato sem dala vprašaj, da to ni ravno osledeno, ampak bi bilo lepo, če bi teklo naprej, tudi mednarodno do neke mere še teče. Skratka, zdaj tukaj bi omenila neustrezno zakonodajo, ki zapostavlja pedagoško usposobljenost. Pripravnik, kot veste, v glavnem mora narediti 2 izpita iz zakonodaje, pa enega iz slovenskega jezika. Kar se tiče pedagoške usposobljenosti, je dovolj, da mu ravnatelj pa en mentor, ki ga na šoli najdejo, podpiše, da je tukaj bil pri njegovem pouku. Torej, popolnoma interno, takrat, ko je to je ena leta 96, so ukinili, da bi imel nastop pred komisijo in da bi potem se pogovoril o tem nastopu. To so rekli, to moti učence, to bomo dali stran. In potem sem jaz napisala v enem, če je lahko pedagoška usposobljenost interna, a ne more biti tudi zakonodaja interna, kar pri ravnatelju, vse ravnatelj ne mora poznati zakonodajo. Slovenščina pa pri učitelju slovenščine na tisti šoli tudi on ne mora poznati, pa dajmo vse interno, seveda ni nihče na to odgovoril. In ta način traja do danes in je v mednarodnem merilu, to sva s kolegico Mileno Valenčičevo naredili eno mednarodno primerjalno študijo, je dokaj edinstven za naše razmere. Dobro, potem napredovanje v nazive, učitelj mentor je najnižje na lestvici, ne? In sem šla gledati na pravila, kako dobiš točke. In je za mentorja 34 možnosti, da dobiš točke, da si popravljal nacionalne teste, da si učenci v pevskem zboru dosegli ne vem kaj. Kaj pa, da si bil mentor? Da si bil nekomu mentor je od 34 točk pol točke, ker piše, da si mentor študentom ali tujemu asistentu, to nisem čist razumela, to je tisto angliško. To je jezike. Ja, no, torej je to popolnoma neustrezno. Če si dober mentor, ti to praktično ne šteje nič. In je že leta 98 takoj bil predlog projekta, da bi zadevo izboljšali, zgodilo se nič. Zdaj merila, gospa prorektorica je rekla, se to izboljšuje, višje šolstvo, ne, visokošolskih, tukaj ne bom dolga, ampak sami si dajte pogledati, kaj, ne vem, kje člen, kaj šteje kot pedagoška usposobljenost. In par besed se spreminja, glavno pa je, da sistematično na predavanjih in seminarjih podaja svojo stroko. To je glavno merilo. Ni tako, kot bi moralo biti. Potem strokovni potencial naš je dokaj dačes narastel in se velikokrat ne upošteva na razpisih, projektih, strani univerze, bi lahko na tem gradili, bi bili lahko veseli, da na čem gradijo, pa v glavnem kot da tega ni.
potem kadrovska podhranjenost, preobremenjenost, koliko vas slišim, mene ni bolonja tako zadela, ampak večinoma rečete, več dela je, več je vsega, kaj, ne morem se še z drugimi stvarmi kaj dosti ukvarjati. Center pa je v starih časih imel 1,5 sodelavca za te izvajanje izobraževanj, potem jih je izgubil in jih ni nikoli več pridobil. Ni imel koga, ki bi pomagal, da ne bi bilo treba samo v prostem času tega delati. To besedo sem pa dala v pogovoru z vami. Ena od vas je rekla, smo že tudi verjetno, imate vzroke za to. Za konec, nadaljnji razvoj, kako vidim, da bo šlo, ali je to vizija, ali je utopija, to bo pokazal čas. No, prvo je to, kar sem že rekla, bogate strokovne izkušnje se upoštevajo pri pripravi in izvajanju projektov, tudi predpisov, strani univerze, strani ministrstva, upam, da bo se kaj takega zgodilo. Novosti se organsko gradijo na že ugotovljenem in doseženem, ne pa da se začne, kot da še nič ne vemo ali še nimamo izkušenj. Pedagoška usposobljenost in inovativnost se ustrezno upošteva v merilih napredovanja od osnovne šole prek srednje in poklicnih do višjih in visokih. Poudarek je na ustrezno. Center se kadrovsko dobi nekaj novih ljudi, da bo lahko to dobro delo, in pa da črpate moči sodelovanja. Sodelovanje je bilo že zdaj vaš čas, tista pomembna stvar in vi sami boste rekli, kaj je vizija, uresničljiva utopija, ampak mislim, da to sodelovanje bo ostalo, to ste tudi zunaj videli, ko sva z sodelavko Andrejo imeli delavnico iz visokošolske didaktike, je bil vmes študent iz študij dizajna, ne? In ta študij dizajna je na naslednje srečanje prinesel tak pok malčk različne velikosti in na vsaki malčki je pisalo, nisem sam. To je bilo sporočilo, da vse te stvari, ki jih skušamo res strokovno narediti, da, pa to so tudi oni rekli, ker mnogi, ki so na delavnici, pride poln idej, pride v svoje okolje in eni dobijo odmev, eni pa nič. Ja, kaj bo zdaj s tem, imamo dosti drugega, imamo znanost, moramo delati, kot smo že prej slišali. Tako da to je to. In s tem zaključujem. Hvala vsem, ki ste prispevali, še prispevate in tudi boste. To je moja želja in prepričanje. Če dovolite, bi se tudi spomnila dveh sodelavk, ki jih ni več med nami. Dr. Ana Tomič, ki je bila dolgoletna predstojnica, in pa Brida Levčič, Čakovič, verjetno jo malo da se še spomni, bila dolgoletna tajnica in je zelo znala Tako da mislim, da je prihodnost svetla. In želite, da je svetla.